Lepo pozdravljeni v sklopu serije pogovorov z nevladnimi organizacijami, ki potekajo v okviru projekta Koroška demokratična postaja, katerega namen je opolnomočenje v najširšem smislu in je podprt s strani programa Active Citizens Fund v Sloveniji. V sklopu ciklusa predstavljamo nevladne organizacije, ki jim je skupno, da deluje na nacionalni ravni in da se ukvarjajo s krepitvijo socialne države ali pa želijo ustvarjati pravičnejšo družbo, spodbujati družbeno participacijo. Torej, te organizacije, ki jih mi predstavljamo v okviru teh pogovorov, se ukvarjajo s temami in področji, ki niso tako zlahka otipljiva, naprimer kot kakšne organizacije, nevladne organizacije, kot so gasilci ali pa SOS telefoni. In ravno namen teh pogovorov je, da ta področja predstavimo in da si lahko vsak na osnovi teh pogovorov sestavi neko svoje mnenje o tem, ali so te nevladne organizacije družbi potrebne in kakšen je njihov doprinos k družbi. Današnji pogovor je tretji od 7 in v prvem smo gostili Inštitut 8. marec, v drugem ustanovo Umanotera. Danes pa je z nami magistra Brankica Petkovič, raziskovalka, ki deluje v okviru Mirovnega inštituta na področju medijev. Dober večer. Dober večer. Hvala za vabilo. In hvala vam, da ste prišli danes, da ste se odpravili na to popotovanje v tem dežju. Vem, da ni preprosto priti do nas na sever po tej nekako ne glih optimalni cestni infrastrukturi, pa tudi drugače javno potniški promet ni ravno blesteč, nikakor ravno obratno. Z veseljem. Manjkalo je vabilo, bi morali že prej priti. In se na Mirovnem inštitutu velikokrat pogovarjamo, da je treba več sodelovati z organizacijami in se odpravljati zunaj Ljubljane. Včasih nam uspe, do Slovenj Gradca do zdaj nismo prišli, hvala za vabilo. Prvič torej v Slovenj Gradcu. Tako. Mirovni inštitut v mestu, ki je lastnik Miru Slovenj Gradec. Morda ni naključje, morda pa od sedaj naprej pogosteje, ja. Torej, Mirovni inštitut ima dolgo, kar 33-letno tradicijo, nastavi leta 1991, ob rojstvu nove države, kar pomeni, da se je ob rojstvu naše demokratične države rodila vaša nevladna organizacija in je bila kot taka že nek tak prvi odsev te na novo pridobljene demokracije. Kot je zapisano na vaši spletni strani, je Mirovni inštitut ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so verjeli v mirno reševanje konfliktov, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Inštitut si znanstvenim in znanstveno-raziskovalnim delom in javnimi akcijami prizadeva za odprto skupnost, sposobnost kritičnega mišljenja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih pravic in pravne države. Vse to sem en sežitek vašega poslanstva ujela na spletni strani. Me pa zanima, se je to poslanstvo, ta vzgib za ustanovitev Mirovnega inštituta skozi leta kaj spreminjal in kako? Vi ste tam že več kot 20 let in morda tudi eno takšno podvprašanje v smislu demokracije, nevladna organizacija kot mehanizem za zagotavljanje demokratičnosti, kakšno je vaše mnenje o tem in do organizacije, ki deluje kot nek socialni korektiv tam, kjer država zataji. Hvala za vprašanja. Kot sem omenila, jaz sem na inštitut prišla leta 2001, torej prvih 10 let sem zamudila kot zaposlena. Sem pa inštitut spremljala od zunaj v moji prejšnji službi pri Zavodu za odprto družbo. Kaj se je spremenilo glede delovanja inštituta? Dostikrat je tudi vprašanje, ker smo mi znanstveno-raziskovalni inštitut in nevladne organizacije in se pojavljamo tudi v znanstvenih, evropskih, mednarodnih povezavah kot Peace Institute, Mirovni inštitut. In se vsi sprašujejo, kaj to je, ker ni veliko tovrstnih inštitucij, nevladnih inštitutov v Evropi in se predvideva, da so v osnovi našega delovanja mirovne študije.
tudi ko govorimo znanstveno, in reševanje konfliktov, tovrstne raziskave ali akcije. Spremenilo se je od 90-ih doslej, da mi mir razumemo ne samo odsotnost vojne in prizadevanja, da ni vojne, ampak prizadevanje za pravično družbo. In ko smo proslavljali 30 let delovanja Mirovnega inštituta pred parimi leti, smo rekli 30 let prizadevanj za pravičnost. In ta pravičnost, torej mir, ni samo odsotnost vojne, je ena pravična, solidarna družba. In v tem smislu se je razširilo število tem in področjih, ki jih mi obravnavamo. Najjednostavneje je povedati, da se recimo v ospredju so teme migracije. Kot zdaj vidimo, se to dosti povezuje z vojno. Ampak mi tematiziramo migracije v duhu te pravičnosti. In enako spolov je druga tema, ki jo obravnavamo. Kultura in mediji je tudi eno področje svobode izražanja in tega demokratičnega javnega prostora. Socialna enakost, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, te sfere, nevidno delo, nekatere kolegice obravnavajo to v povezavi z pravicami žensk in položajem žensk. V teh sferah se gibljemo in zdaj, ali je to ustrezno imenu Mirovni inštitut, mi menimo, da je to vse mir in da je to del te izvirne ideje. Se je pa zanesljivo spremenila od tistega časa razpada Jugoslavije in prizadevanj, da se prepreči vojna, ko je junija 1991 več posameznikov ustanovilo inštitut, so ga dejansko zamislili kot Mirovni inštitut izključno na temu miru, oziroma predvsem. Ampak, kot rečeno, se je to razvilo in mi smo zdaj organizacija, ki posebej, kadar smo tarča napadov, se nas zoža na neko enoto, ki naj bi bila nedelavna ali sovražnica družbe ali države. Mi pa smo v resnici en inštitut, ki zaposluje več kot 20 zaposlenih. To ni nevladna organizacija, ki je na prostovoljni osnovi. Tu je več kot 20 zaposlenih, večina doktorjev znanosti, kjer mi imamo znanstveni svet, delujemo tudi v združenju povezavi znanstveno-raziskovalnih inštitutov v Sloveniji in smo del te sfere. Tisto, kar nas dela potem posebne, da mi naša znanja in znanost uporabljamo za aktivizem. In potem je to nekaj, ko recimo zna se zgodi zlasti, da izpostavljajo kritiki nevladnih organizacij. Naš inštitut je velikokrat v ospredju, ko preučujejo financiranje našega inštituta in se sledenjem aplikacije ERAR, ki smo jo mi zagovarjali vrsto let kot transparentnost porabe javnih sredstev, kot ena osnov demokratične združbe in možnosti državljanov, da imajo vpogled v javne zadeve. Zdaj se tam vidi, koliko naš inštitut prejema javnih sredstev. Večina teh javnih sredstev je za znanost, za naše znanstvene raziskave, tako kot jih prejemajo znanstveni inštituti drugi v državi in univerze. To se potem jemlje kot, vidi se pa naš aktivizem, če me razumete. In to bi rada poudarila, da vse te teme mi vstopamo v javni prostor in razprave z nekim predhodnim raziskovalnim znanjem in to nas na en način dela močne in samozavestne v tem smislu, smo pa hkrati s tem dostikrat tarča. Zaradi aktivističnega delovanja. Mnogi sorodni inštituti, organizacije po Evropi, s katerimi sodelujemo na znanstvenih projektih,
jim na misel ne pade, da bi se v neke referendumske kampanje ali naš nekdanji kolega Roman Kuhar, zdaj je profesor na filozofski fakulteti, je bil na jumbo plakatih kot gej aktivist in hkrati je in magister in doktorat in knjige o tej temi raziskave objavljal, ampak je nastopal z nalepkami proti stigmatizaciji, proti diskriminaciji, proti sovraštvu, kar je redkost v resnici, da bi se znanstveniki na ta način angažirali. In to je nam v ponos in tako delujemo. To ste omenili tudi, ko so se pogovarjali že pred pogovorom današnjim, da je to daleč najzanimivejše pri inštitutu, ravno to povezovanje znanstvenega in aktivističnega dela. Morda kakšna, na kak način, recimo prav na področju medijev, morda še kakšen primer delovanja na ta način? Jaz bi recimo izpostavila s področja medijev, ko mi na inštitutu razmišljamo, kaj smo mi včasih tudi spričo teh očitkov, da zakaj sploh obstaja tak inštitut, kot je naš in podobno, kaj smo mi prispevali družbi, zdaj lahko govorim materialno ali na ravni politik, sprememb družbe in tako naprej. Na mojem področju jaz dostikrat izpostavim pomoč, če želite, kako se je znanje o tem, ker zagovarjamo dostop do medijev za vse, torej, in da imajo možnost imeti v lasti in upravljati z medijem tako manjšine in manj vidni deli družbe, kot že to imajo priložnost tisti, ki imajo znanje, dostop do univerz, možnost kapital in tako naprej. To se recimo realiziralo tudi na način, da smo pomagali romski skupnosti, da je v Murski Soboti postavila svoj radio. Dolgo časa so bili udeleženi, kar je tudi bilo dosti napredno v določenem obdobju, na radiu Murski Val v oddaji, ki je na najstarejših oddaj za romsko skupnost v Evropi bila vrsto let, ampak vedno so bili oni prevajalci ali so urejali stik na terenu. Uredniki so vedno bili Slovenci in vedno so sredstva za njih pri Uradu za narodnosti iskali uredniki, direktori. Nikoli ni bilo tega, da bi sami upravljali in sredstvi in z odločitvami, kateri posnetek, na kateri teren se gre, s kom se dela intervju. In to njihovo željo smo ji prisluhnili in smo pomagali iskati sredstva. Pričem smo se zavzemali, da so oni tisti, ki vlagajo, oni so prosilci sredstev, sredstva so pri njih. Ne spet pokroviteljstvo, da mi iščemo, pa mi njim odmerjamo sredstva in tako naprej, da ne gremo v podrobnosti, vse do prošnje za frekvenco in tako usposabljanja. Potem smo vključili slovenske novinarke in novinarke iz osrednjih medijev, da so podučevali romske novinarje, prihodne novinarje, da bi se naučili novinarstva. In tu so se odzvali množično. Ta želja, hočem reči, da bi imeli bolj pravično, bolj vključujočo družbo, je prisotna. Jaz bi rekla, široko prisotna v slovenski družbi. Vsak bi rad živel, tako sem jaz prepričana, v družbi, ki so tudi drugi dosegli in uresničili svoje potencijale. A ni tako? Nihče si v resnici ne želi videti nekoga, ki živi pod pragom revščine ali nima dostop do nekih temeljnih resursov in priložnosti. In ko damo priložnost, se potem to pokaže. Odpre se ena možnost, da pomagamo nekomu, ki je šibak, da uresniči svoj potencijal. Kjer se je zataknilo, je recimo, in ta radio še zdaj deluje,
je, da je v začetku sredstva, smo pomagali iskati, kot smo rekli, mednarodna in bi to naj Urad za narodnosti, tako kot je doslej podpiral te postaje v Novem mestu, v Murski Soboti, postaje večinske za Rome, naj bi zdaj njih direktno podpirali. To se včasih negotovo dogaja, kakšno leto je zelo malo sredstev in naši sodelavci in sodelavke Romi, ki smo jih komaj podučili tem znanjem, so se razšli, kadar ni bilo rednega financiranja, razumete, kako včasih umanjka razumevanje države, da zaženeš nekaj, kar je nemočnega, da postane nek subjekt, da to moraš vzdrževati ta kontinuiteto, tako. In ker je to zelo težko, za medije pa značilno še to, da je to periodika, to rabi vsak dan ali pa tudi če tedensko. Ne moreš zdaj reči, zdaj pa ne bom izhajal eno leto ali pol leta. Publika se razide, ustvarjalci se razidejo. Podobno je v kulturi, ampak mediji so prav to, ker ti navadiš občinstvo na to, da ti prisluhne in potem te ni, potem pa spet prideš, ko naslednjič prideš, je zelo težko. Zato je na nek način, tu se tudi vidi, zakaj so pomembne nevladne organizacije in inštituti. Mi imamo na naših majicah, včasih se je nekdo spomnil izmed nas v kolektivu, ko so obletnice delovanja inštituta, ne bomo dali miru. To je odlično naše geslo. Ne? In kaj to pomeni, da moramo nenehno težiti, če hočete, zakaj je ta enakost pomembna, zakaj se ne sme, recimo v obdobju, ko je Urad za narodnosti potem ni odobril sredstev za delovanje Romica, sem to izvedela, so me obvestili, to je že bilo 10 let potem, ko smo mi prenehali, vedno smo na razpolago, ampak kadar romska skupnost nas rabi, sicer pa se sami znajdejo, v redu. So mi to sporočili in sem potem pisala, takrat je bil predsednik vlade, gospod Cerar, sem se zelo razpisala in zelo razjezila in se rekla, da ne rabi nobena vlada sovražnikov ali ne vem česa, če ima takšen Urad za narodnosti, ki ne razume, kaj je z nekaj 1000 evri, kaj pomeni vzdrževati en medij manjšinske skupnosti, ki je neko stičišče. Recimo o tem lahko se opravičujem, če sem predolga. Kaj se je zgodilo s to romsko radijsko postajo? Take stvari imajo širši učinek, ker en čas se boste spomnili, je romsko skupnost v javnosti, v javni razpravi predstavljal Jožek Horvat Muc in nihče drug. To je bil edini glas, ki se ga je slišal in ki so ga in mediji in država in ali je bil nek kriminal ali kaj, vedno on bil dežurni Rom, ki se ga je klicalo, kar ni bilo prav ne zanj, ne za skupnost, ne za širšo družbo. In je še nekateri drugi ukrepi, ampak ta radio je ustvaril neke nove glasove, nove mnenjske voditelje, nove obraze. Pa mlade, izobražene Rome je lahko, če bi recimo delali v duhu naših raziskav in sklepov, bi tukaj morali v manjšinskih medijih biti tudi zaposleni manjšinci. Recimo, kar obstaja za italijansko narodno skupnost, veliko služb italijanske narodne manjšine na Primorskem zagotavlja Radiotelevizija Slovenija. In tako se ohranja in jezik, in zavest narodna, manjšinska in tako naprej. Romi, razumete, ni. Nekaj malega, mislim, da je na Radiu Slovenija. Drugi korak je ista ta zagovorniška akcija iz raziskav naprej je
da se Rome vključi v javni RTV. To je tudi rezultat naših prizadevanj Mirovnega inštituta, ko se je prek zakona, ker so mu mnogi nasprotovali, da ni možno v zakon o Radioteleviziji Slovenija vpisati, da naj zagotavlja tudi vsebine za romsko skupnost, ker da ni tako zaščitena v ustavi, kot sta italijanska in madžarska, ampak se vseeno omenja v ustavi, tako da smo se zborili z argumenti in v določenem sklicu parlamenta je to bilo možno in sedaj imajo verjetno opaziti na televiziji in na radiju, da se sliši romska beseda, potem so pa rekli na sami Radioteleviziji Slovenija, ampak to, gospa Brankica, ni možno, ker Romi nimajo standardnega jezika. Kaj naj mi predvajamo? Predvajamo tisto, kar govorijo, pa govorijo različno v Novem mestu, pa v Murski Soboti. Res je, pa ne govorijo različno, vi pa dajete podnapise v slovenščini, znajo eni in drugi to prevesti in gremo. Zakaj je treba postavljati neke pogoje za izgovore, da se ne da prostor, in to je, zakaj javna RTV, je od vseh nas. Je od vseh nas in naj se vidi to skupnost, naj se sliši glas. In še nekaj je ta dialog, o katerem govorimo. Mediji pomagajo, kolega novinar Ervin Hladnik-Milharčič zna reči, prek medijev se družba pogovarja sama s sabo, med sabo. To je ta dialog. In če Romov ni v tem dialogu, ni na televiziji, ni na radiju, jih ni v tem dialogu. Poleg tega, z obstojem romskih oddaj, novinarjev, novinark, ki gredo dnevno v romska naselja spraševati, videti, ki jih sicer ne utegne novinar osrednjih oddaj tako pogosto obiskovati, se navadijo tudi prebivalci in prebivalke romskih naselij, da se morajo razlagati svoje življenje, svoje potrebe, svoje neke nevšečnosti, ki se jim dogajajo, ali so jih oni udeleženi v njih, morajo razlagati sebe, svoje življenje, svojo skupnost, imajo priložnost za to, če obstaja tak medij, tak manjšinski, ki je njim namenjen, da se jim da ta priložnost. In to vse izhaja iz tega, kar sem rekla na začetku, to prizadevanje za pravičnost, za enakost. Vseh manjšin, ne? Tako. In manjšin in večinskega naroda, praktično vseh nas, ker kdorkoli je prikrajšan, neviden, ni dobro za nikogar. Ker iz te nevidnosti, prikrajšanosti, diskriminiranosti, zatiranosti se lahko javljajo konflikti in nekaj, kar ni dobro ne zasebno, ne družbeno za nikogar. Zato je ne samo vse manjšine, pravzaprav, ker se mi vsi včasih znajdemo v manjšinskem položaju. Ne? Včasih, ko iz Slovenj Gradca pridete v Ljubljano, je sigurno nek drugi, neki odnosi so na novo, ne? In je neka manjšina in se vzpostavijo neki odnosi moči, hierarhije in tako naprej, zanesljivo. Tako da stremiti k enakosti, enakim možnostim, enakim dostopu do služb, do medijev. Odlično, hvala. V Sloveniji, Evropi in drugod po svetu smo priča zdaj vedno bolj v zadnjih letih vzponu ekstremno desnih in neoliberalnih sil, ki vznikajo vseh por družbe. In tukaj je še posebno pomembno, da se te tendence, ki napadajo socialno državo, človekove pravice in okolje, da se ne odzivamo zgolj na neki lokalni, državni, tudi na globalni ravni, in vi tudi na tem področju tega morda sovražnega govora ali pa ne vem, delujete, ne? Ja, kako bi rekla, ni samo cilj teh povezovanj
seveda je nasprotovanje tem, ampak jaz ne bi samo to politično deklarirala kot neoliberalni, skrajni in tako naprej, ker na nek način to zelo instrumentalizira to neko širšo idejo, širšo željo za pravično odprto družbo in včasih si prav želimo, da se ne bi politično instrumentaliziralo to, kar počnemo. Zanesljivo pa je recimo namen ustvarjati javni prostor, kjer je sovražni govor, tisti govor, ki zatira, ki diskriminira, ki grozi in tako naprej, prepoveden ali, kako bi rekla, da se ga obsoja, da se ga z javnim... Na eni ravni je prek kazenskega zakonika sovražni govor prepoveden. Mi potem širše sovražni govor imenujemo tudi neprimeren govor ali žaljiv ali pa diskriminatoren govor in tega pa je dobro z javnim oglašanjem izobčiti. Če me razumete, in naša želja je in naša prizadevanja, naši projekti, raziskave, kampanje gredo v to smer. Opolnomočiti tiste, ki so tarče sovražnega govora, tiste skupnosti, da so zmožne se na to odzivati, hkrati pa klicati tiste, ki v družbi imamo glas in moč, da tako govorico, tako javno govorjenje in delovanje obsojamo, da mu kontriramo, da v javni prostor prinašamo besede, argumente, dejstva, ki tisti govor postavljajo v kot, ki mu ne dajo veljave, ki mu ne dajo možnost, da dominira. In v tem smislu je to, kar ste rekli, povezovanje tudi z drugimi organizacijami po Evropi, je dejstvo, da mi potem postanemo nasprotna stran političnih akterjev, včasih vladajočih akterjev, ki želijo to vrstno govorico, to vrstno dejanje. Včasih politike, zakoni niti niso toliko diskriminatorni, čeprav postopoma tudi to, najprej je pa govorica. In ta govorica nekaterih političnih akterjev nas namenoma polarizira, sproža sovraštvo, skrajne besede, hoče ene utišati in nas v neke tabore razdeliti. In na ta način se potem ustvarja neko izredno stanje in smo, namesto da se ukvarjamo s tem, kako bomo živeli boljše, ustvarjamo nove ideje, nove rešitve v gospodarstvu, v kulturi, v medijih, se spopadamo. In smo na ta način paralizirani in vzeta nam je ta možnost kreativnosti in ustvarjanja. Pač smo v nekem krču in boju in zoperstavljanju in zato sem vam rekla, da mi tudi si prizadevamo, da ne bi se vključili v to, ker to je ravno namen, da bi se nas vse vključilo v ta spopad, ki ni produktiven. Ne? Hkrati pa moramo kot ljudje, ki delujemo v družbi, smo se priglasili kot nevladna organizacija, da želimo aktivno delovati v družbi, ne samo kot posameznici in posamezniki, da se oglašamo. In da jaz dostikrat znam povedati, ker smo izobraženi, magisterije, doktorate, vse to smo dosegli financirali so nas naše državljanke in državljani. To znanje, ki ga imamo akumulirano, smo dolžni vrniti družbi. In ko vidimo te fenomene v družbi,
ki nas uničujejo kot skupnost, ki lahko doseže marsikaj skupaj, smo dolžni se odzivati. In pri tem, kot pravite, to ni izoliran pojav v Sloveniji, da se zlorabo, zlasti so čustva pri sovražnem govoru, zelo se mobilizirajo čustva in se z poenostavljanjem lastnosti določenih ljudi in skupin in napačnim predstavljanjem povzroča strah, sovraštvo in tako naprej. In temu se poskušamo zoperstavljati in tudi z dejstvi in tudi prikazi, da ne predstavljajo ti ljudje in te skupnosti dejansko grožnjo v naši družbi. Koliko v tem uspevamo, vedno znova se pojavljajo iste govorice, isti problemi, ampak včasih se vseeno, kadar je priložnost, koliko sem vam povedala, za izobraževanje romskih novinark in novinarjev, se pa pokaže, da je neka volja, ne? Neka volja in da je večina ljudi, dostikrat, ko smo tudi s spletnim očesom, to je projekt pri Fakulteti za družbene vede, ki je spremljal in beležil in prijavljal policiji sovražni govor na spletu. Ko so oni izvedli večkrat raziskavo javnega mnenja, se nazorno pokaže, da prebivalci in prebivalke Slovenije, velika večina, 80-90% ne želi slišati sovražnega govora, ne želi v taki družbi živeti, pa še zmeraj in včasih prav se vsiljuje to vrstna govorica in delitve. Hvala. Morda v tem duhu, da je krepitev civilne družbe potrebna, se mi zdi, že kar imamo malo odgovor, da ste ga že malo podali, pa vseeno, a se tudi zdi, da se ta prostor za delovanje civilne družbe krči, bi lahko morda še kakšen primer, vi imate res veliko akcij v bistvu. Jaz bi vam preko katerih delujete, ne? Tako, kar je za nas značilno, pa tudi za vas tukaj, da smo že zdavnaj spoznali, da kot posamezna organizacija ne moremo sami delovati, tudi ne samo na naših temah, ker se povezujemo v Sloveniji in mednarodno, ampak tudi, če želimo izboljšati sistemske pogoje za delo. Tako da smo mi soustanovitelji CNVOS-a, Centra za nevladne organizacije, smo soustanovitelji Pravnega centra za človekove pravice in varstvo okolja. V mnogih mrežah sodelujemo, tudi v tej novejši veliki koaliciji nevladnih organizacij Glas ljudstva. Marsikaj v civilni družbi solidarno in skupaj lahko dosežemo tudi brez vsakršnih sredstev in brez neke velike pravnega okvirja, ampak če želimo kot Slovenija, da je to delovanje civilne družbe sistematično, da takrat recimo ali diskriminirana manjšina, ali uporabniki drog, ali ljudje v duševnih stiskah, ki rabijo pomoč nevladnih organizacij, da so tam, da so ves čas tam, da imajo sistemski položaj urejen, potem je to povezano še s financiranjem. In tu je pomembno, da se povezujemo in da iščemo neka skupna rešitve in opozarjamo. Ker smo že recimo, ko omenjam Rome, pa že vrsto let nisem toliko raziskovalno in akcijsko dejavna, ampak naj nadaljujem to zgodbo. Enkrat smo sodelovali z britanskimi organizacijami, pa so tukaj bili tudi predstavniki policije iz nekaterih mest v Britaniji in so v Novem mestu se srečevali s policijo in kaj so recimo
zelo zanimivo povedali, da v Veliki Britaniji, tam v krajih, kjer je več nevladnih organizacij in civilno-družbenih skupin, ni teh konfliktov rasističnih, skrajni, pa manjšine, pa to. Blažilci smo. Mi smo blažilci teh stisk in konfliktov. In je država, ki to prepozna, sistematično vlaga v ta sektor. Kot sem omenila, mnoge, recimo, za uporabnike drog, ali pa tudi to, kar sem omenila, ljudi v duševni stiski. Večina storitev, ki jih dobijo, so prek nevladnih organizacij. Praktično, ko govorijo eni sovražniki civilnega sektorja, kaj če nam nevladne organizacije, če bi zdaj zaprli nevladne organizacije v Sloveniji, bi mnogi ostali brez življenjsko pomembne pomoči. In to ne mislim samo na humanitarne. Tudi na poljih, kjer mi delujemo človekovih pravic ali položaj prosilcev za azil, s katerimi se mi srečujemo, lahko je kdo do te skupnosti sovražen, ampak potrebujejo ravno tako pravno in socialno integracijo in s tem se ne uspe ukvarja država. Država je mnoge od teh socialnih storitev prenesla na nevladni sektor. Tudi te nevidne in vidne pomoči tej skupnosti, ki narašča in prosilcev za azil in migrantk nasploh. Če ne bi bilo nevladnih organizacij, bi bile stiske veliko večje, tako za njih same, kot za vse nas. In v tem duhu se mi zdi, da je civilni nevladni sektor izjemno pomemben. Kot ta nek blažilec in pomočnik, da sistemi, državni sistemi dosežejo namen. Vsekakor ne. Je pa hkrati tisto, kar se recimo očita, je pa ta del civilne družbe, ker vedno rečejo, ne mešati Mirovnega inštituta z socialnimi ali pa gasilci, ker to ni to isti sektor. Ne? Zakaj to trdijo? Ker obstajajo nevladne organizacije, ki imajo neko to nadzorno vlogo, se pravi, spremljajo delovanje pravne države, ne? In vladavine prava. In to pa ne bi rada velikokrat vlada imela, ker to so te organizacije, ki gledajo pod prste, kako se troši javni denar, to je Transparency International, kako se kršijo človekove pravice različnim pripadnikom različnih skupin, kako se ne spoštujejo zakoni na področju medijev, kako se zatira novinarje in to vrstne zadeve, ali pravice in položaj žensk, pravica do splava, vse to, kar nadzorujemo, to delovanje vladavine prava in človekovih pravic, takrat pa se nekaterim zdi, da takih organizacij pa ne potrebujemo. Ravno obratno je naravna vloga civilne družbe je ta kritični pogled. To je ta zunanji kritični pogled, ki je hkrati notranji, ker mi smo tudi Slovenija, imamo pa ta kritični pogled, da gledamo pod prste, ne? Kaj se dogaja z zakoni, kaj se dogaja z inštitucijami, kdo ima pravice, kdo nima pravic. In mi menimo, da je to domoljubje. Da je to domoljubje, ne sovraštvo do domovine, ampak domoljubje, ker želimo pravično domovino. Neko aktivno državljanstvo. Tako, aktivne državljanke in državljane. In to mnogi ne vidijo potrebo do tega, dokler sami ne pridejo v nek položaj. Recimo je bil primer protestov v času covida ali v času
vlade, ki je takrat pač bila na oblasti, kjer so stotine, če ne tisoče ljudi se obrnili na nevladne organizacije za pomoč in je pravna mreža za varstvo demokracije dosegla, zdaj po letih celo se jim bodo povrnili ti stroški kazni, mnogim je pomagala, da sploh kazni ni jim bilo potrebno plačati, smo na protestih delili obvestila, na koga naj se protestniki obrnejo, če dobijo kazen, ker je bila v nasprotju z zakonodajo. Ne? In takrat vidiš, morda se ti nikoli ne zdi nujno, da bi obstala neka organizacija za človekove pravice, dokler se tudi ti, ki si sicer živiš običajno življenje, nisi manjšina, nisi Rom, nisi gej, ampak se še vedno lahko vsak od nas zdaj znajde v situaciji, ki je lahko hvaležen, da so nevladne organizacije, ki nudijo pomoč, ki opozarjajo in ki državo silijo, da spoštuje zakone in pravice. Ali vas je kadarkoli v tem delovanju kdaj zamikalo v želji potem, da bi morda imeli večjo moč, da bi morda ali deloma ali pa ne preskočili recimo na drugo raven organizacijsko, recimo politično? Ste kadarkoli razmišljali o tej smeri? Jaz osebno ne, pa tudi na inštitutu imeli smo enkrat v enem obdobju, to vam bom kot anekdoto povedala, morda najprej, da povem, da mi to delovanje, ki ga uresničujemo, že štejemo za politično delovanje, v smislu nekega aktivnega državljanstva. Politično delovanje včasih sami opazujemo to mejo, kadar recimo predlagamo amandmaje na predlagane zakone ali včasih celo cel zakon pomagamo spisati, ampak ne pomagamo neki stranki, mi ga v civilni družbi, v znanosti zberemo se skupaj in bom povedala, na primer, da je zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki Sloveniji od leta 2003-2004, ko je bil sprejet in udejanjen, šteje med bolj napredne države na svetu, kjer lahko državljani dostopajo do informacij javnega značaja. Možno je tudi do tajnih podatkov dostopiti, če informacijska pooblaščenka ugotovi in prečrta dele tajnih dokumentov, ki res ne smejo biti razkriti zaradi teh izjem, ki so našteti v zakonu. Pa koliko izjem od dostopa do informacij javnega značaja sme biti, naj jih je najmanj, smo si prizadevali nevladne organizacije. Smo spisale osnutek zakona, pritiskale na vlado, da ga sprejme, so naredili svojega nekoliko drugačnega, ampak je zdaj vprašanje, ali je naloga civilne družbe, da piše zakone. To je zdaj to, kar me sprašujete. Kje je to zdaj še? Mi naj prevzamemo nalogo države, državnih organov. In to je zdaj ta civilna družba, ker govorim vladavina prava in človekove pravice, ki ni samo nudenje socialnih storitev in pomoči, ampak je že višja raven zagovarjanja nekih zakonskih rešitev, mi rečemo javnih politik, ki naj naredijo to družbo še bolj odprto, bolj solidarno, bolj socialno in pravično. In potem menimo, recimo točka, ki je zelo zanimiva, je, ko spišemo tak en osnutek zakona in bi ga radi, ker vidimo, da v politiki ga ne spišejo, imamo pa ideje, znanje, rešitve, morda ne toliko nomotehnično znanje, ampak nekaj smo sestavili, ali naj mi to zdaj pošljemo samo strankam, za katere menimo, da imajo morda iste vrednote glede dostopa do informacij javnega značaja, in imate stranke, ki ne bi najraje nič informacij ali zelo malo, zaprli bi vse v zvezi s sodišči, vojsko, ne vem kaj, in imate stranke, ki so bolj odprte. In najraje, in prvo pravilo je, da pošljemo vsem. To je recimo to, kjer smo mi civilna družba,
da se pogovarjamo z vsem. Kar se nam je dogaja v zadnjem obdobju in smo mi recimo pri tem zakonu 20 let nazaj se pogovarjali s takratnim SDS-om in z Ljudsko stranko in jim predstavljali ta zakon in tako naprej. Nekaj se je pa zgodilo v slovenski politiki, v strankah, nek premik v neko skrajnost in polarizacijo, ki sem jo prej opisala, da je praktično takšen dialog z določenimi strankami komaj da je sploh možen, ker nas tako jemljajo in portretirajo in prikazujejo v svojih kanalih komuniciranja sovražno in ponižujoče in lažnivo, da je vprašanje, koliko je ta dialog možen in koliko bi naši predlogi bili vzeti konstruktivno in dobronamerno. Ampak menim, da so vse to strani teh političnih akterjev politične strategije in da je na strani civilne družbe ta produkcija znanja, idej na nek način dolžna ponuditi to znanje v javni prostor, pa kateri politični akter meni, da lahko to zagovarja naprej, naj se s tem pač naprej, ker mi nimamo te moči, naj to potem sprejme v parlamentu ali zagovarja ali pa ne. Kot je Inštitut 8. marec, ki je, pravite, bil vaš gost, že ugotovil, in smo v Glasu ljudstva tudi nazadnje imeli takšno akcijo, smo ugotovili, da ta vladavina ljudstva ni povsem kot mehanizem izčrpana v Sloveniji, pa to zbiranje podpisov za naše zakone in referendume, to je tudi nek novi val opolnomočenja v civilni družbi, ker vedno bolj dojemamo, da so stranke, politične stranke, ko bi rekla, neoperativne in ne zmorejo udejaniti, tudi takrat, ko programe imajo demokratične ali v duhu pravične družbe, tega ne udejanijo. In potem še dodatno ne bomo dali miru, pritiskamo z temi mehanizmi direktne demokracije, ki se ponujajo z referendumi, s tem, da sami zberemo 5000 podpisov, pa jih prisilimo. Da. Zdaj, kaj zadeva, bi se kdo, pri nas sodelavci na Mirovnem inštitutu bežimo že od teh kamer v takem prijaznem okolju v organizaciji civilne družbe v Slovenj Gradcu, kaj šele, pa od velikih medijev tudi, ko pridejo televizije k nam na inštitut, se vsi doktori znanosti izogibajo tovrstnem izpostavljanju, kaj šele političnem delovanju je zelo, kako bi rekla, dosti je zaprtosti do tovrstnega udejanjanja, se pa zavedamo, tako kot sem vam rekla, če imamo znanje, če smo raziskovalci, imamo podatke, imamo mednarodne primerjave, moramo, tudi če to zahteva nek napor, iti na televizijo, iti v te medije, to razlagati in tako sem tudi sama in smo se prijavili kot inštitut, kot organizator referendumske kampanje, ko je šlo za zakon o RTV Slovenija in sem se udeleževala teh soočenj na televiziji, vstopali v ta nek, ker takrat ste soočeni s političnimi strankami. Ampak smo nekako čutili, da je to dolžnost. Če tema, s katero se mi ukvarjamo 20-30 let, javni mediji, in če imamo možnost državljankam, državljanom, ki gredo voliti, razložiti, zakaj se gre, da to moramo storiti. In do tukaj še nekako gre ta naša politična dokot bi se angažirali. Imeli smo pa ta anekdota, imeli smo kratek čas, dr. Lev Kreft, ki je profesor na univerzi, zdaj že upokojen, je bil predsednik našega sveta, najprej, tudi zdaj je ponovno, ampak direktorica je zbolela, doktorica Vlasta Jalušič,
in je on začasno postal tudi v.d. direktorja, ker je inštitut poznal, nihče izmed zaposlenih tega ni mogel prevzeti. Hkrati pa se je dr. Lev Kreft po nekem času tega začasnega direktorovanja kandidiral na evropskih volitvah na listi SD-ja. To je pri nas povzročilo razprave. Mi smo nasploh inštitut, ki nenehno razpravlja. Interna demokracija je pri nas na visoki ravni in je biti direktor Mirovnega inštituta, če ni kdo na to pripravljen, ker je res, smo vsi zelo, kako bi rekla, participatorno in bojevito nastrojeni za pravice in za pravičnost. In smo našega direktorja želeli sestanek, da kaj to pomeni, da se kandidira direktor Mirovnega inštituta na evropskih volitvah. Da kaj to zdaj nam povzročilo. In nam je dr. Lev Kreft, ki je tudi sicer velik izobraženec in profesor, lekcijo priredil, ker je rekel, da je to človekova pravica. Pasivna in aktivna volilna pravica je njegova pravica. In to nič ne pomeni, da on s tem škoduje inštitutu, to je njegova pravica, niti se on predstavlja kot direktor Mirovnega inštituta, niti zlorablja, ampak smo doživeli to spoznanje, da če smo zagovorniki človekovih pravic, tudi njem moramo to dovoliti in mu zaupati, da to jemlje kot svojo pravico in ne upne v to cel inštitut, kar niti ne bi smo ga in poznali, niti nikoli ne bi tega storil, ampak že samo dejstvo smo mi hoteli na hitro opraviti s prepovedjo, da nihče od nas naj se ne kandidira, razumete? Ne gre to tako in smo se, ampak to je trajalo nekaj tednov, veste, to je, kot rečeno, naše debate in demokracija je, in smo prišli, ampak vedno pridemo konstruktivno in to je nekaj najlepšega, zato pravim, da demokracija, svoboda, dati ljudem svobodo, da mislijo, da povedo in da imajo dialog, da izmenjujejo mnenja svobodno in spoštljivo, lahko rodi neverjetno dobre sklepe in bogati. In posameznice, ki smo v tem, posameznike in našo organizacijo in naše okolje in potem vse gre širše, če to dvignemo na to raven spoštovanja in svobode. Zdaj so me že skoraj navedli na to neko misel, ki sem jo želeli dati kot zaključno, kakšen bi bil svet, v katerem bi bilo vaše poslanstvo izpolnjeno. Pa jaz imam, mene to zelo grize, ker se s svobodo medijev v Sloveniji, pa v sosednjih državah na Balkanu, pa v širše Evropski uniji ukvarjam že 30 let in moj subjekt raziskovanja mu gre vedno slabše. Mediji, kot svobodni mediji, kot javni mediji, nekaj, kar je instrument demokracije, vedno slabše mu gre spričo kriz, ekonomskih kriz, poslovnega modela, vzdržnosti, kdo bo sploh financiral novinarstvo, komercialne dejavnosti, vse se upnejo se. Nisem vam uspela, toliko sem se osredotočila na temo Romov, ker je res lep primer. Velika tema našega inštituta zadnjih 20 let je lastništvo medijev, politična ekonomija medijev. Ni vseeno, kdo so lastniki medijev, ni vseeno, kako se financirajo mediji. In tukaj smo zdaj prišli na točko, kjer ni, kako bi rekla, neodvisnega denarja, ki bo financiral neodvisno novinarstvo.
In kaj smo skledili? Zasebni lastniki imajo vedno neke interese, ali ekonomske, nažalost vedno manj ekonomskih, pač pa jemljajo medije kot nek žeton v žepu, s katerim trgujejo z interesi. To so lastniki nekih drugih industrij, ki potem ali prepustijo, zdaj da ne dajem primere nekih tujih investicij v strankarske medije v Sloveniji, ko kupiš medij, to je prisotno tudi v drugih evropskih državah, na Balkanu še posebej. Kupiš medij kot igračo za premijeja. Premijer pa ti bo neke druge usluge deloval, ki so kapitalsko zelo oprijemljive. In ta vir financiranja se skrči recimo na Balkanu so to tuji donatorji, to so neke fondacije, dobrodelneži in tako, kar tudi ni vzdržno, pri nas to tudi zato, ker smo razvite družbeni. Potem se opiraš na javna sredstva, na ta, ki so naša, skupna. In jaz sem, kje bi jaz videla medije? Videla bi medije predvsem tam, ki so neprofitni, ker so javni, ker jim zagotavljamo in ker je veliko zaposlenih novinark in novinarjev. Ta zoperstavljanje dezinformacijam je postala taka pomembna to zadeva, ampak je postala taka obsesija, da se več sredstev lahko porabi na ravni Evropske unije za zoperstavljanje dezinformacijam, vedno je pa manj zaposlenih novinarjev in novinark, ki samo jaz srečen, če date te milijone v službe novinark in novinarjev, bo že vsebin toliko kakovostnih, da one dezinformacije bodo marginalizirane, ker bodo okrepili dostop ljudi, ker dostikrat se zdaj tudi kolegi iz teh kakovostnih informativnih medijev, tiskanih, spletnih, rečejo, morajo zaklepati. Se pravi, ti, če hočeš do kakovostnega novinarstva priti na spletnih straneh Dela, Dnevnika, Večera, je zaklenjeno. Razumete? To se mi zdi, zame bo moje poslanstvo uresničeno, ko bo veliko dostopnega kakovostnega novinarstva in veliko zaposlenih novinark in novinarjev, svobodnih, raziskovalnih, večkulturnih vsebin, ker zdaj je ta osredotočenost na konflikte v politiki, ki so v resnici zelo malo zaznamujejo naše življenja, hkrati pa utripa življenje, kulturno, civilno-družbeno, šolstvo, vse te pozitivne stvari, ki nas bogatijo, so odsotne iz medije, ker niso tako, tudi vi, če sodelujete v kulturnem polju, ste sigurno opazili, kako je vedno manj kolegice, kolegi, ki so zunanji kritiki, likovni kritiki, glasbeni kritiki, gledališni kritiki, to izgineva, ker ni budžetov, ni denarja. Ni denarja, ni prostora več. Jaz mislim, da bi se morala prav javna sredstva usmerjati v to, ker od kapitala, podivjanega kapitala, očitno tega ne bomo dobili. Javna sredstva pa potem samo moramo osmisliti mehanizme, da se jih ne deli na Ministrstvo za kulturo. Ker en minister, levi ali desni, pol imenuje neke komisije in pol to ostane senca dvoma, kako razdelijo ta sredstva. Osmisliti mehanizem podoben tistemu, ki je za filmski sklad, ki je neutralen, politično neutralen in usmerjati sredstva, jemati medije kot, podobno kot se jemlje šolstvo, kot se jemlje pitna voda, kot javno dobro. Tako jih jemati, tako jih financirati. Tisto, kar ostane komercialno, strankarsko, morda bi celo počasi morali drugače poimenovati. Jaz to rečem, da to dostikrat je bolj trgovina, ali pa propaganda, ali pa kar tak, razumete. To neko drugo ime bi morali imeti za to, o čem mi dve govoriva,
in tisto, kar mu sploh ni v interesu, informiranje, ozaveščanje aktivnega državljana ali državljanke. Morda ravno v tem Zdaj pa moje vprašanje, a bom jaz to dočakala? Ja, ne vem, mislim, tukaj smo se tudi spomnili, oziroma organizatorji enega takšnega projekta, morda, ki deluje tudi od spodaj navzgor, v smislu morda tudi tega opismenjevanja, morda tudi samih receptorjev teh medijev, ne? Da bi se spostavila kakšna taka točka, javni servis, razmišlja se predvsem tukaj v lokalnem okolju, ne? Se opazi, da dejansko manjka nek tak javni servis, ki bi morda ljudem dajo te osnovne informacije, bi sploh lahko znali razbrati plevel od Zlasti raziskovalci ugotavljamo pustošenje lokalnih medijev in informacij, kako je šele to in vsaka iniciativa, če kdaj lahko kaj skupaj dognamo, smo pripravljeni, ker to je, tako kot pravite, tukaj so informacije, ljudi pa se zbudijo in potem razmišljajo, kaj je Janša, kaj je Golob, ker v resnici vprašanje, kaj vpliva na življenje, to, kar se dogaja okrog, pa se ne vidi ali ne izveš in nimaš priložnosti se angažirati. Bistveno je, zlasti je Združene države Amerike so tak primer, ki vse, kar se je pri njih dogajalo, počasi pride k nam, da lokalni mediji so zginili. In je to takšna katastrofa, takšne posledice ima za demokracijo, da se ne predstavljamo. Zato absolutno in to, potem pa ta participacija je nekaj, kar še posebej v medijskih študijah obravnavamo, kako mediji ne samo, da se odprejo, to, kar pravite, da državljanke in državljani še sami nekaj sporočajo in postanejo tudi del te skupnosti okrog enega medija, ali postanejo del tega. Ne? Ker to spodbuja to pripadno skupnosti, ki jo gradite tudi v tej organizaciji, v tem prostoru, in pripadnosti, neka identiteta in jemanje tega prostora, te skupnosti za svojo, da ti je mar. Ne samo za tvojo stanovanje in življenje, ampak za skupnost. Ja. In to lahko z informacijskim javnim servisom, z lokalnimi mediji, to lahko pripomorete. Hvala, Brankica. Bi morda še karkoli želeli dodati, da smo kaj takega res pomembnega, vem, da smo veliko pomembnega izpustili, morda so se danes samo na medije osredotočile, pa zagotovo je tudi še veliko, ampak morda še kakšna misel. A je še čas? Po moje lahko še najdemo kaj. Jaz bi povedala, da ko ste začeli z mirom in z Mirovnim inštitutom, da smo mi na Mirovnem inštitutu vse od začetka vojne v Ukrajini, pa zdaj, kar povejmo, genocida v Palestini, nenehno razmišljamo in razpravljamo in tudi organiziramo nekatere pogovore, dogodke, kaj nam je storiti. In ta občutek nemoči, ne, hkrati pri organizaciji s takim imenom in toliko akumuliranega znanja nas res bremeni in pritiska in hkrati pa menimo, da je potreba po nekem širšem angažiranju in na verjetno moramo poiskati neke načine neobičajne, ker vse, kar se zdaj in kar poveš in kar narediš, ne prodre in se pred nami vsemi dogajajo nepredstavljive grozodejstva in se nekako ne smemo s tem sprijazniti. Kaj je zdaj vprašanje, recimo, mirovno gibanje, katerega del je tudi naš inštitut v 90-ih, tako je nastal. Ne? In mnogi nam pišejo, kje je zdaj to mirovno gibanje. Ne?
Ne more mirovni inštitut ustanoviti mirovno gibanje. To je zdaj, kot smo pripovedovali, ena organizacija. Gibanje pride iz ljudi, ampak tudi tukaj opažamo neko željo in neko vsi kličejo, dajmo mir, dajmo mirovno gibanje, ne uspemo pa vzpostaviti nekega dejansko neke širše fronte in tu obstaja en velik krč v naši organizaciji. Dnevno se o tem pogovarjamo interno, organiziramo tudi okrogle mize, javne razprave z gosti iz tujine. Nimamo pa odgovora. Hkrati pa je še en dodaten izziv, s katerim smo se srečali recimo in to traja še do danes, pri vojni v Ukrajini. Ne? In drugo vprašanje NATO, ki je danes ta obletnica. Pri vojni v Ukrajini, recimo, mi se zagovarjamo ustavitev napada na Ukrajino in mir in da se prenehajo spopadi. Ampak in smo proti oboroževanju. To je jasno, kot ste zapisali od začetka mirovnega inštituta, demilitarizacija. Hkrati pa recimo ta krč, kaj, če mi zdaj sporočimo ne oboroževati Ukrajine, ustavimo pomoč Ukrajini, kaj to za Ukrajino pomeni, če se hkrati ne ustavijo napadi na Ukrajino. In je ta en precep, ki je zelo boleč in ta dialog konstanten, kako te glasove oblikovati, da bi bili dosledni, da bi imeli neko našo legitimnost in preteklost in hkrati, da bi nekaj pomenili v tej javni razpravi. Ne? Drugo je pa članstvo v NATO. Na to nismo opozorili. Naš inštitut je bil v času referenduma organizator mnogih razprav za in proti NATO. Edini smo dajali argumente tudi proti, smo beležili tudi za, organizirali razprave in vabili ljudi k glasovanju proti članstvu. To je bilo pred 20 leti. In smo bili praktično edini. Spomnim se, da je zvečer na dan referenduma je volilna komisija klicala, lahko je štab, zvečer volilni štab proti v naših prostorih, ker ni nihče drug proti od političnih strank ali cerkev ali kaj takega. In smo na Metelkovi potem so prišle kamere in čakali rezultate. Zdaj 20 let potem so vojne, so razprave o varnosti, orožja nikoli več in je ta klic potem, kaj s članstvom v NATO, zelo, zelo relevanten. Hkrati pa pri nas, ponovno osvežujemo to debato, ker se pojavljajo tudi pozivi, da se ponovno organizira referendum o NATO in nas v tem smislu izziva k novem premišljevanju, ker to ni povsem enako premišljevanje. NATO 20 let nazaj in Slovenija in zdaj. Hkrati pa je povsem očitno, da se s pomočjo tega zavezništva vodijo mnoge politike, ki niso v duhu vrednot, za katere se mirovni inštitut zavzema. Tako da je pred nami, če to misel sklenem o temi vojna in mir, še kar nekaj izzivov in razprav in dvomov in kot je to ponavadi, nimamo, kot sem vam rekla, notranja demokracija, nenehno nekaj že sklenemo, pol pa se že sprašujemo, a je to prav? In to je ta kritična misel in
prespraševanje lastnih misli in sklepov. Kolegica Vlasta reče zlo nemišljenja. Se pravi, dajmo misli. Če razmišljamo, premišljujemo, bomo najdli tudi neke odgovore. In te skrbi nas in te teme nas tudi zaposlujejo v tem času. Mislim, da to tudi vsakega Izmed nas. slikarnika, ja. Da je to nekaj, kar nas po moje vse frustrira, tako da Ja, k dialogu pa da tako. morda da Hkrati- najdemo neko pot, no, ne, da je Tako. to po mojem noben je ne vidi trenutno nekaj, da bi lahko kakorkoli vplival, ne. Ampak Ujetost je velika. po Mislim, mojem da je že samo gibalo, pa da razmišljanja, pa Tako. da v bistvu iskanje morda pa res in ustvarjanje nekega prostora, kjer bomo se o tem pogovarjali. Ker če bomo samo skrbeli doma, to ni nič. Dajmo vse najboljše, kar imamo v Sloveniji ali v Evropi, vpet. Mišljenjsko, podatkovno, kreativno, umetniško, kako se upreti temu, kar se dogaja. Pri kompleksno, Palestini se nam zdijo stvari, tukaj je Mirovni inštitut povsem, tu nimamo dvoma o tem, kje je pravica in pravičnost in kje je rešitev za mir pri položaju Palestine. In to tudi skupaj z drugimi organizacijami že več tednov podpisujemo in zahtevamo od priznanja do sankcij proti Izraelu, ker obsojanje napada na Izrael je, kako bi rekla, absolutno in tu ni dvoma. Ampak to, kar se dogaja, je povsem nesprejemljivo, genocidno in vredno sankcij, mednarodnih sankcij. Recimo, tukaj je nekako verjetno mnogim mišljenje in videnje rešitev že malo jasneje, ampak je pa hkrati bolj grozovito, kaj se dnevno dogaja in kakšna je zavest o naši nemoči. Hvala, se strinjam. Spet morda se je obrnil ta krog zgodovinski, ki ste rekli, da na začetku je v bistvu zaradi miru nastal ta Mirovni inštitut, potem se je obrnil k miru, nekemu drugemu miru, k pravičnosti, zdaj pa morda spet ta cikel, ki ga nekako ni noben pričakoval, ampak mislim, da nas zdaj že malo priganjajo. Hvala. Jaz se bi vam rada res zahvalila, da ste prišli danes, jaz pa tudi vsi tukaj in gledalci preko YouTube kanala. Hvala, da ste prišli, da ste podelili toliko zanimivih uvidov, globokih uvidov v vaše delovanje, v to, kar počnete, na kakšen način bogatite našo družbo že vrsto let. Hvala za vabilo in še kdaj.